Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. No pa poglejmo tole statistiko. V zadnjih letih v Sloveniji letno torej zboleva več kot 12 tisoč Slovencev, od tega nekoliko več moških kot žensk. Umre jih nekaj več kot 5700, okrog 3200 moških, 2500 žensk, med njimi pa živi že več kot 81 tisoč ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni. Enomesečno zdravljenje stane približno 4000 do 5000 evrov. Izdatki slovenske zdravstvene blagajne za onkološka zdravila pa so se v zadnjih 15 letih podeseterili. Zadnje se na leto namreč porabi približno 80 milijonov evrov. Ali bi lahko to število znižali oziroma kako pravzaprav sploh je z vsemi stranskimi učinki in z vsem, kar se dogaja na temu področju. V Ljubljani namreč pripravljamo posebno predavanje, kjer boste imeli več časa, da dobite informacije o najnovejših metodah podpornega zdravljenja tudi strani sibirske fitomedicine. Danes pa torej nekaj informacij, ki so torej kot neka uvertura za tole predavanje, ki se bo zgodilo zelo hitro in na katerega se seveda morate predhodno prijaviti. Marijana Kolman je v naši družbi, tudi sicer prirediteljica tega predavanja. Marijana, lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj že nekaj let se govori, da pravzaprav, kar se tiče okrog onkoloških bolezni, se ustvarja za temi zdravili ogromno dobička, hkrati pa tudi ogromno stranskih učinkov. Ja, res je. Z kemoterapevtiki in tarčnimi zdravili oziroma tako imenovanimi biološkimi zdravili farmacija predvsem odlično služi. In glede na učinke zdravil, kemoterapevtikov in tarčnih zdravil je pač tako, da proizvajalec sam določi lastnosti in prednosti. Seveda naroči in plača drage klinične študije, ki potrdijo, ugotavljajo varnost in učinkovitost nekega zdravila. In dejstvo je, da v zadnjih letih oziroma v zadnjih desetletjih, bolj natančno povedano, prihajajo na trg vedno nova in nova zdravila proti onkološkim boleznim. Nekatera so modulacije starih, četudi so mogoče stara se izkazala za skrajno škodljiva ali celo za terakogena, ampak zdravil je vedno več je modulacij nekega kemoterapevtika ali tarčnega zdravila, kar pomeni vedno več denarja. Rakava celica pa dejansko je sposobna proizvajati vedno več obrambnih snovi proti kemoterapevtikom. Znano je, da se zakamuflira, skrije, da ima tudi reparatorne gene. To pomeni, enostavno povedano, odličen posel. Vedno nova zdravila, zdravila s stranskimi učinki, ampak poglej, kaj bi pa bilo, če bi dali na trg oziroma na voljo bolnikom zdravilo, ki bi pozdravilo raka, tako kot zdravilo, ki pozdravi pljučnico. Kaj bi bilo pol? Ne bi bilo več bolnikov? Ne bi bilo več zaslužka? Ampak zakaj se nekateri bolniki recimo se pozdravijo, nekateri se ne? Kako je tukaj z samo učinkovitostjo tega klasičnega zdravljenja? Odgovor je zelo preprost. Odvisno od njegovega imunskega sistema. Jaz sem v pogovoru z ruskim zdravnikom, onkologom in fitoterapeutom, doktorjem Korepanovom, dobila na to vprašanje, ki mi ga ti postavljaš, zelo enostaven odgovor. Rekel je, da vzrok za obolevanje, predvsem onkološke bolezni, sta zelo enostavna dva razloga. Prvi razlog je vpliv škodljivih zunanjih
okoliščin, faktorjev na človekovo zdravje, drug je pa imunski sistem. Torej, kje boš zdaj začel reševati problem, pristopiti ali k preventivi ali pa k zdravljenju. Po eni strani izločiš lahko škodljive vplive, lahko jih izločiš že pred boleznijo. Po drugi strani pa gradiš na imunskem sistemu. In odgovor na vprašanje, zakaj se nekateri bolniki z enako diagnozo, z enako terapijo, uživanjem enakih kemoterapevtikov pozdravijo, drugi pa ne. Nekateri imajo močan imunski sistem, drugi pa oslabljen. Ali pa nekateri gradijo svoj imunski sistem, drugi pa ne. Se pravi, to bo tudi tematika na samem predavanju, ki se bo zelo kmalu zgodilo. Mene pa zanima še nekaj drugega, kar se tega tiče. Pri vsej tej zgodbi proizvajalci tudi navedejo vse možne stranske učinke in tega so celi poki, kaj vse dejansko lahko je. Ali navedejo tudi kakšna priporočila, kako te stranske učinke odpraviti? Ja, to pa ne. Poglej, stranski učinki so pričakovani, navedeni, napisani, to so cele plahte. Prvič se s tem proizvajalec zaščiti, ker stranski učinki so pogostokrat zelo hudi, nove bolezni ali pa celo stanja, ki povzročijo smrt. Stranski učinek nekega zdravila proti melanomom. Če bi proizvajalec tega zdravila navedel zdravila proti stranskim učinkom. Veš, koliko papirja bi mogel spraviti v tisto škatlico za zdravili. In spet bi bila kemija. In spet bi bila kemija, ki bi imela stranske učinke, ki bi spet potrebovali kemijo za odpravo. To je krog, začaran krog, ki pa ne velja samo za zdravila za onkološke bolnike. Poglej recimo zdravila proti holesterolu. Tipičen primer. Že davno je dr. Linus Pauling odkril zdravilno delovanje C-vitamina, običajnega C-vitamina na raztapljanje krvnih maščob. In namesto zdravil proti holesterolu svetoval svojim pacientom, da uživajo večje količine, če so izpostavljeni ali imajo povečano maščobo v krvi, večje količine C-vitamina. Znano je, da obloge maščob v žilah povzročijo arteriosklerozo in tako dalje in tako dalje. Zdravnik predpiše običajno tablete proti krvnim maščobam, ki imajo pa za posledico od tahikardije, odpovedi srčne mišice, okvare jeter in raka. In zanimivo, leta 1996 je v zdravniški reviji Journey of the American Medical Association išel članek z naslovom, pazi, povzročanje raka z zdravili za zmanjševanje krvne maščobe. In kaj se je zgodilo? Še vedno, koliko ljudi jemlje zdravila proti holesterolu. Pa so zdaj zmanjšali tisto dovoljeno stopnjo, ampak kljub vsemu. In enako je pri onkoloških zdravilih. Vrsta stranskih učinkov, za katere zdravnik nekaj zaradi nevednosti, nekaj pa zato, ker nima zadaj big farme, pacientu ne bo svetoval, kaj misliš, da bo mu svetoval eleuterokok, čago ali pa ašičev čaj krt. Ne more. Ne more. Lahko mu svetuje samo zdravila, za katerimi stoji big farma, ki zdravnikom plačuje drage kongrese v eksotičnih krajih. In je vpeta v vso to zgodbo, medicina, zdravstveno zavarovanje in tako dalje. Ampak klinične študije, recimo, ki so bile narejene kot podpora v radio- in kemoterapiji, recimo uporaba eleuterokoka, da je to nekaj, kar je pravzaprav zelo dobro za človeka, za pacienta. Zakaj enostavno ne priporočajo? Sej ne, da bi mogoče dali na recept, ampak da si ljudje sami preskrbijo, da sploh dobijo informacijo o tem. Da bi dali informacijo, ja. Ne, sej to delajo, Nemci delajo, Rusi delajo. V Nemčiji so bile izvedene recimo zlasti na področju zdravljenja raka dojke, študije, ki so potrdile zdravilen učinek eleuterokoka pri pacientkah. Ni bilo stranskih učinkov ali pa so bili zelo zmanjšani. Povečan je bil
celo povečal se je učinek kemoterapevtika, ne. Ampak nemško zdravstvo je urejeno. Dejstvo je, da recimo v nemških lekarnah, jaz nekje brala podatek, več kot 50% zdravil, ki jih prodajo oziroma ki grejo v promet, je fitomedicinskih in jih pokriva zdravstveno zavarovanje. To pomeni, v Nemčiji so ljudje osveščeni in tudi zdravniki izobraženi in svetujejo ljudem, dajte si pomagati za naravo. Jaz sem recimo bila navdušena nad pristopom dr. Korepanova v Barnaulu v Rusiji, ko je kot zdravnik po pristopu do pravzaprav rešitve problema podpora organizmu pri zdravljenju na klasičen način. Je to kemoterapija, radioterapija, operacija s pomočjo rastlin. Ampak preden je svojim pacientom priporočal uporabo naravnih adaptogenov, je to čaga, eleuterokok, zlati koren in tako dalje, Sibirija jih ima cel kup in tudi tam je fitomedicina razvita, priznana in uporabljena. In kaj je on naredil? In zakaj pravzaprav je to naredil? K temu so ga vzpodbudile zgodbe njegovih pacientov, ko je delal kot onkolog, ginekolog, ko so mu pošteno povedale, recimo ženske z onkološkimi boleznimi, da so v času zdravljenja jemale še kakšna naravna zdravila. Ne glede na to, a jim je njihov zdravnik to prepovedal ali svetoval. One so to delale iz informacij, ki ostajajo tam med ljudmi. In 9.11. Na predavanje prinašaš pravzaprav tudi povsem sveža znanja iz Sibirije, iz tvojega druženja z dr. Korepanovim. Ja, precej takih uporabnih informacij v podporo klasičnemu zdravljenju, to pomeni ne v spodnašanje doktrine in načinov zdravljenja in terapij, ki jih imajo onkološki bolniki, ampak v podporo. In to, kar mi je recimo bilo pri dr. Korepanovu všeč, je ravno ta njegov znanstveni, odgovoren, etično in moralno odgovoren pristop do zdravljenja onkološkega bolnika. Ne pristopiti k bolniku takole, kupi čago, pusti uno kemoterapijo. Nikakor ne. Tudi sam, ko je se odločal med kariero klasičnega onkologa, ginekologa z klasičnimi metodami zdravljenja in podpornimi alternativnimi fitomedicinskimi metodami, veš kaj je naredil? Najprej je stopil v Tomsk, Tomsk je ruski Oxford, na onkofarmakološki inštitut in jih prosil, če lahko skupaj opravijo analize in raziskave. Ker najprej je želel razčistiti dvoje. Prvič, ali eleuterokok ali čaga ali katerikoli adaptogeni povzročajo krepitev samo zdrave celice ali tumorske celice. In drugič, ali adaptogeni in imunostimulatorji zmanjšujejo učinek kemoterapije ali radioterapije. In v poskusih na miših, ki so jih v tem inštitutu v Tomsku opravili, so ugotovili prvič, da terapija z naravnimi adaptogeni in imunostimulatorji krepi imunski sistem in omogoča, da se človekov imunski sistem sam zoperstavi proti rakavim celicam, in drugič, da naravni adaptogeni in imunostimulatorji povečujejo učinek kemoterapije ali radioterapije in odpravljajo stranske učinke. Wow. Dr. Korepanov je tudi eden izmed tistih, ki mu je uspelo znižati te stranske učinke in zelo celostno pristopiti. In evo, ta znanja prinašaš v Slovenijo, torej 9.11. vabljeni torej na tole predavanje, na katerem boste slišali marsikaj novega, marsikaj zanimivega. Predvsem se ne bo pljuvalo po kakršnim koli sistemu, ampak pravzaprav boste izvedeli tisto koristno, praktično, kaj lahko naredimo torej
torej sami, od ljudskih nasvetov, receptov do vsega, kar torej preverjeno tudi učinkuje. In ne samo to, tudi kratek posvet, kakšno vprašanje boste lahko zastavili osebno Marijani Kolman, ki bo tam v družbo našo, pa prihaja tudi Sabina Cimerman, bolnova terapevtka, ki tudi pomaga ljudem na zelo različne načine, tako da bo tam res ogromno ljudi, ki vam bodo prisluhnili oziroma predvsem posredovali tiste pomembne informacije. Velikokrat se čuti ta boj, to nasprotovanje alternativne in splošne medicine. Kam spada sibirska fitomedicina? Nekam vmes, ampak pri nas nikamor. V Rusiji je dr. Korepanov uspel umestiti v klasično medicino z enostavno formulo, z enostavnim pristopom. Prvič je kot zdravnik, onkolog, z znanjem in izkušnjami lahko dokazal učinkovitost, ker samo to je pomembno. In kot drugič, ni jo predstavil svojim kolegom, onkologom, torej klasičnim zdravnikom, kot nevarnost, ampak kot podporo, dodatno podporno zdravljenje s pomočjo naravnih rastlin. Pri nas fitomedicina recimo sodi v področje alternativne medicine. Klasična in alternativna medicina pri nas, kljub prizadevanju, da bi v okviru integrativne medicine bil dosežen nek konsens, neko sodelovanje, enostavno ne uspe, vsak vleče na svojo stran. Na eni strani nekako privilegirana onkologija, ki ne dopušča še kakšne druge možnosti, tudi podporne, in seveda na drugi strani alternativa komplementarne medicine, ki pa seveda zavračajo pristope in načine zdravljenja klasične medicine. Ni reda, ni urejenosti. Zdravniška in zdravilska zbornica bi pravzaprav mogli narediti isto potezo, da bi zdravnikom pravzaprav predstavili tiste preverjene metode komplementarnega zdravljenja, ki dejansko učinkujejo. Zdravilci bi pa mogli končno sprejeti kodeks zdravilske etike in delovati po etičnih načelih. Veselim se tega predavanja, torej 9.11. Vsem je torej namenjeno, da se podučimo o vseh teh zadevah in prvič v Sloveniji torej ta znanja, ki si jih spoznala oziroma pridobila od dr. Korepanova direktno, kaj ne da? Direktno, ja. Vesela sem, da je ponudil tudi v nadaljevanju, da me še naprej uči o zdravilnih učinkih in pravzaprav načinu podpornega zdravljenja za pomočjo fitomedicine. In nadvse sem vesela, da je za drugo leto pripravil tudi program šolanja fitomedicine za tiste Slovence, ki se želijo podučiti o zdravilnem delovanju rastlin pri posameznih boleznih. Ker, veš, pomembno je to, zdravnik velikokrat ne pozna rastlin. On je pa pravzaprav vse to. Najlepša hvala, Marijana Kolman je bila v naši družbi, torej vabljeni na predavanje 9. hitro je, 9.11. Prijaviti se morate predhodno, vsekakor pa ne pozabite nekaj zapisati in seveda predvsem veliko odprtosti in vsega tega. To bo res nekaj neprecenljivega.